Intuitivni navdih za teden od 29. junija do 5. julija. Mizernost. Mizernost je nekaj, kar lahko občutimo, ko se počutimo resnično majhne. V bistvu se počutimo nekako zelo nepomembne, nedefinirane in skratka zelo nezaželene. In ta mizernost deluje kot majhen ptiček, ki čivka zelo na glas, vendar ga noben ne sliši. Resnično se kar ob vsakem čivku zmanjša. In ta mizernost je resnično majhnost, ki deluje na našo identiteto in ki nas v bistvu nekako vleče še v večje nezadovoljstvo in večje nespoštovanje samega sebe. In dejansko nam ponuja okolje to percepcijo oziroma se okolica zrcali v nas samih oziroma se mi zrcalimo v okolici. Če bi se pogledali v ogledalo, v tej energiji mizernosti, bi videli majhno drobtinico, majhno miško, majhno zadevico, ki je skoraj ni opaziti. Vendar to dejansko ni res. Ta mizernost včasih pomeni le to, da ne želimo sodelovati v določenih situacijah, da ne želimo v bistvu sploh pokukati v določen predel življenja in da ne želimo niti se približati nekomu oziroma ga nekako sploh pozdraviti. Mizernost se lahko meri tudi v denarju, vendar ta mizernost nas navdaja z revščino. In ta revščina vpliva tudi na nas, da se počutimo kot revna miš. In ta miška, ki smo jo predstavili prej v ogledalu, je dejansko to. Smo preplašena, revna miš. Vendar zopet poudarjamo, to je le občutek, ki nam ga odslikava okolica. Kaj je resnica? To resnico pa je potrebno najti v nas samih. In ta resnica, ki izhaja iz globine, je prekrita z vsemi temi zunanjimi vplivi, zunanjimi obtožbami, zunanjimi psovkami. In dejansko je treba priti do te veličastne globine notranjosti in jo pogledati in jo dvigniti in odmetati vse, kar je naleželo na njo. Kajti le tukaj spodaj raste ena tako lepa roža, en tako lep cvet, tako močen, ponosen, da ga bi bilo težko primerjati s kom drugim in vsekakor ne bi odseval energijo mizernosti. Vendar, kot smo rekli, najprej je treba ozavestiti to energijo mizernosti. Nato pa počasi stopati, počasi kopati do notranjosti, do tega zlatega cveta, ki brsti sedaj samo še kot popek v nas, kmalu pa bo cela roža na naših prsih in ne bo nas strah se postaviti pred ogledalo in pokazati našo svetlobo. Svetlobo celi okolici in vsem, ki nam prihajajo nasproti. Zato je pomembno, da vseeno pogledamo v svojo mizernost in jo začnemo spreminjati. Kje se počutim mizeren, kje se počutim majhen? To je vprašanje tega tedna. Hvala. Tvoji vodniki Zmaji in Marija Magdalena ter Jezus Kristus.